Gori, gori, svetli križ, švigaj plamen do nebes. Tukaj imaš prostor svoj, z nami se raduj nocoj. Mi se raduj nocoj. Lepo zdrav, dober dan in dobrodošli danes na Kresnikov dan. Z nami je gostja Branka Urbanija v okviru našega projekta Povej po slovensko, skrajšano Pejsen, ki teče v organizaciji Zavoda Rodna zemlja v celem letu 2025. Branka je naša gostja v vsem svojem belem siju in hvala, Branka, da si prišla, da si tudi pomagala vse tole pripraviti. Z veseljem, jasno. Z veseljem. Ja. Branka nam bo povedala nekaj o svoji življenjski poti, povezani s znanjem naših prednikov, skrivnostmi naših prednikov. Branka je kulturna antropologinja in med drugim tudi voditeljica krožka Etno-fletno, preko katerega sva se tudi spoznali, oziroma spoznali so se na predvajanju filma, ki ste ga ustvarili v okviru tega krožka. Mene pa zanima, kako te je navdihnilo, kako se je ta zgodba zapeljala v smer, da si danes tukaj, kjer si. Najprej hvala, Jasna, za povabilo. Sem vesela, da sem s teboj, z vami vsemi, prav na tak kresni večer. Ja, to je. Danes je kresnik, tudi sveti Janez Krstnik, kar je v bistvu eno ta isto, ker še v cerkvi v Šebreljah imate nad oltarno mizo napis Janez Kresnik. Se pravi, to je večer Kresnika, kjer so še pred krščansko dobo praznovali ta praznik sončnega solsticija, prehoda. Vedeti moramo, da so bili naši predniki nekoč zelo povezani z naravo in tudi odvisni od narave. Recimo, predstavljate si eno kmetijo, tam nekje gorsko kmetijo, 10 otrok, nobenih dohodkov, odvisni samo od zemlje. In dejansko so res mogli, sonce je bilo vir življenja, se pravi preživetja tudi, dolge zime, težke zime, veliko otrok, hrane pomanjkanje. In se pravi, če je bilo dovolj sonca, je bilo tudi dovolj hrane. In zaradi tega je bilo veliko obredov posvečenih soncu in tem darovanju soncu, klicanju sonca. In to je potekalo celo leto, ne samo na ta kresni večer. In zdaj nocoj se bomo omejili bolj na ta običaje po Sloveniji, v našem etničnem prostoru, bolj na kresnika, na praznovanje soncu. Kajti sonce ni pomenilo samo toploto, to je pomenilo tudi dvig zavesti, tudi prehod v višja stanja zavesti. In zdaj, če mi poznamo, recimo, zdaj, če bom poskušala vmes še malce navezovati na odkritja sodobne znanosti, kar potrjujejo vsa ta verovanja in običaje naših prednikov. S tem, ko mi prejemamo svetlobo, ni svetloba namenjena samo za to in sončna energija samo za prepoznavanje predmetov, za funkcijo vida, ampak samo 40% svetlobe je namenjeno funkciji vida. 60% svetlobe, ki jo dobimo preko oči, je namenjeno našemu notranjemu hranjenju organov, se pravi revitalizaciji celotnega telesa. In s tem, ko mi nosimo sončna očala, mi preprečujemo to. In zato je pomembno, da smo mi zadosti časa v dnevu na sončni svetlobi in to brez sončnih očal. Po možnosti še čim več bosi.
pomembna je tudi ozemljitev. To so vse neke paradigme, ki nam preprečujejo neko pretočnost. In zdaj, če hočemo biti mi pretočni, morajo vsi naši energijski centri, 7 glavnih je, in prvi energijski center, se pravi v predelu trtice, je usmerjen v zemljo. To je to naše prizemljitev, naše prizemljenje. Takrat je pomembno, da imamo mi stik z zemljo, ampak ne samo zemljo, tudi s svojimi lastnimi koreninami, tudi s svojimi predniki, tudi svojo identiteto. Potem ostali energijski centri ob hrbtenjači se vrtinčasto krožno dvigajo in zgornji energijski center je pa usmerjen v nebo. To pa pomeni povezavo z našim duhovnim izvorom. In ta 2 energijska centra, spodnji in zgornji, sta bistvena za naše zdravje, za naše psihofizično delovanje in tudi duhovno polno delovanje. Če to ne deluje, nič ne pomaga, nobene druge stvari. In ko sem jaz te stvari skozi življenje spoznavala, sem ugotovila, da je bistveno, da se mi srečujemo z lastno identiteto, svojim izvorom, kdo sploh mi smo, od kje prihajamo, kaj je naš koreninski izvor. In če tukaj mi nimamo ozaveščenega, potem je vse ostalo zaman, smo tako kot barka na odprtem morju, ki nas lahko povleče, kamor veter zapiha. In to je bil tisti primarni vzrok, ki je mene tudi vlekel v raziskovanje lastnih korenin. Na kratko, zdaj sej bova še kaj več. Ja. Hvala za tole poglobljeno razmišljanje. Moram reči, da bi si želela kaj takega slišati bolj zgodaj v svojem življenju. Velikokrat gledamo slike naših prednikov, ta obredja, ampak kljub temu, da tudi sama raziskujem že nekaj časa, mi še nihče do zdaj ni tako lepo povezal v globino v bistvu te duhovne biti z večplastno širšo pojavnostjo. Okay. Preden gremo naprej v pogovoru, bi se rada zahvalila še Kristini Šegl, da si prišla in da si pomagala utvoriti s to prelepo pesmijo Kres, naš današnji dogodek. Hvala. Branka, ti se med drugim ukvarjaš tudi z barvami. Kako bi lahko vpletla v to znanost naših prednikov barve, ki obstajajo v naravi? Zdaj, če se recimo naveževa na samega kresnika, na kres, je barva, je oranžna, je rdeča, je rumena. A se da to, kako se da to razložiti? Zdaj, barve je to zelo ozek spekter. V bistvu, če pa mi razširimo, vse, kar je v našem polju, v našem vidnem polju, našem čutnem polju, vse, kar mi zaznavamo, lahko prevedemo v barve. In že Nikola Tesla je rekel, ko bo človeštvo začelo razmišljati o življenju v energijah, frekvencah in v valovnih dolžinah, takrat bomo mi sploh razumeli življenje. In vse je frekvenca, vsaka misel, vsako čustvo, vsaka beseda in vsak predmet, vse lahko prevedemo v barvo, v določeno energijo, v določeno frekvenco. In zdaj, če bi meni tebi odvzeli fizično telo, bi tukaj ostal en svetlobno polje, mehurček, karkoli. In ta svetlobni odtis je v bistvu tvoje informacijsko polje. In vse, kar ti nosiš s seboj, kar si ti prinesla na svet prek svojih prednikov, kar ti doživljaš, čustvuješ in deluješ. In mi smo enkratni po očesni šarenici, enkratni po prstnem odtisu in enkratni po barvnem odtisu. Noben človek, tudi če je tvoj enojačni dvoček, na primer, ni enak tebi. In zaradi tega je zelo pomembno, kako mi doživljamo tudi te barve, takoj mi vidimo, kje smo določene barve nas privlačijo. To pomeni, da je to naš tip osebnosti, določene nas pa odbijajo. To pomeni, da imamo mi tam zastoj.
lahko tudi blokado. In zdaj ni nobena barva boljša ali slabša, vse morajo biti v harmoniji. Če niso v harmoniji, pomeni, da nismo uravnoteženi in to na dolgi rok pomeni tudi nek zastoj, lahko posledično tudi neko nefunkcioniranje področje v življenju ali tudi posledično zdravstvene težave. Zdaj, če se omejiva na kresnika. Barve, ki si jih omenila za podobje kresnika, se pravi, predstavljajo spodnje 3 energijske centre, rdeča, oranžna, rumena. To predstavljajo fizični vidik delovanja, naše fizične biti, se pravi, razmnoževanje, borba za obstanek, postavljanje meja, prehranjevanje, lastna moč osebnosti, zavedanje samega sebe. Vse to predstavlja naš fizični obstoj. In to je tisto, kar nam daje naš notranji ogenj, našo notranjo moč, naš fizični poriv. Če imamo mi polno zamisli, poznamo veliko ljudi, ki imajo veliko zamisli, so v glavi zelo, zelo plodoviti, ampak ne znajo to transformirati v neko aktivnost, in ne znajo to spraviti v akcijo, se pravi, imajo zastoj na spodnjih energijskih centrih. Se pravi, nekdo, ki je zelo lahko, zna izražati se, zna miselne procese dobro peljati, nima pa libida razvitega, ima težave s financami, ne zna postavljati meje, vse te stvari, to je jasni pokazatelj blokada na spodnjem energijskem centru. In zaradi tega se pravi, ok, to je vidik rdeče barve in to pomeni, da se je potrebno s tem ukvarjati, ampak zdaj, če začnemo mi na silo, običajno tak človek tudi ne prenese rdeče barve, če začnemo to na silo dovajati, pomeni še večjo blokado. In zaradi tega je stapljanje blokad se vedno pričenja z rumeno. Rumena, to je pa prav zdaj ta obdobje sončnega solsticija, pomeni pa sprejemanje življenja, sprejemanje samega sebe, radost, veselje, samozavest, dobra samopodoba. In ko začnemo mi na teh vidikih delati, potem se avtomatično začnejo spreminjati tudi spremembe na drugih energijskih centrih. In recimo, zdaj to so neki vidiki iz barvne terapije, to je pač cela znanost, sem se s tem veliko let ukvarjala. Tako da tudi na to temo pišem knjigo, in tudi uporabljam ta znanja v opremi interjera, s čimer se ukvarjam, ko ustvarjam interjer, ki podpira človeku v njegovih namerah in odločitvah. In tudi, ko delam coaching procese, dam klientu pobarvanko. Se pravi, ko on naredi pobarvanko, jaz iz te pobarvanke vidim točno, s kom govorim. Povem o človeku stvari, ki jih še sam ne ve. Ker deluje, se pravi, na nezavednem nivoju, ker dela intuitivno barva in njegova podzavest govori. Ker mi moramo vedeti, da samo 7% največ, redki kaj več, delujejo iz zavestnega dela. Vse ostalo mi delujemo iz nezavednega dela. To že Jung govoril. In zaradi tega je tudi barve so govorica, jezik duše. S tem nagovarjamo tudi svojo podzavest. In recimo, naši predniki so v času solsticija, tukaj sem pač pripravila žitno klasje. Hvaležnost je rumene barve. S tem, ko smo mi hvaležni za neke stvari, ki še bodo, ki se še niso zgodile, s tem mi tudi avtomatično se zgodi, da kličemo, da že se nekako zgodijo stvari, ki jih še želimo. In ta rdeča pentljica, ki jo tukaj vidite, pomeni tudi zaščito pred negativnimi silami in uroki. In zato so imeli pravilo, da so na ta večer, na večer solsticija, da so v ogenj vrgli po 3 žitne klase, ki so imeli povezane z rdečo pentljico. To je pa pomenilo, se pravi, zahvala za minulo obdobje, za letino in tudi priporočilo za naprej in tudi s tem tudi varovanje pred vsem negativnimi silami, uroki in zlim pogledom. Ta stvar, ki rečemo zli pogled, mi se tega premalo zavedamo. Včasih so ljudje vedeli, da lahko nekoga, ki ima šibko energijsko polje ali šibko duhovno moč, ki nima duhovne zaščite, da ga lahko uroči z pogledom. Sem pomeni tudi pošiljanje nekih negativnih misli.
ali nevoščljivosti ali česarkoli in zaradi tega so bili zelo previdni, niso otroke nikdar dali ven na pogled. Male otroke so zelo čuvali v svojem varnem družinskem okolju. To, kar delajo danes, ko otroke vozijo, majhne otroke v shopping centre, to je v bistvu ena zelo velika napaka, ne? In s tem lahko energijsko polje malega otroka poškodujemo. In zato so imeli tudi običaj, recimo še v Bolgariji in v Bosni še velja običaj Martenjanci, ko so mladim punčkam, ampak to je bilo pravilo, babica je deklici spletala z rdečo nitjo kitke, v kitke vpletala rdečo nitko, ali zapestnice, ali ogrlice, ali vezanine v oblekco z rdečo nitko, ne. To je pomenilo tudi, da je ona njo zaščitila, ne. In zdaj, če smo že pri oblačilih, pri teh opravah, a ne, pomeni tudi, ne, mi dostikrat rečemo, ja, to so bili naši predniki, so bili malce nazadnjaški, pa niso vedeli to, ono, tretje. Ni res. Vsaka njihova stvar je imela globok pomen, pa naj bo to vzorec vezanine na obleki, ali urezana, recimo, svarica, roža življenja, križ ali karkoli že bilo na hiši, na predmetih, ki so jih dnevno uporabljali, vse je imelo globok pomen, je imelo varovalno vlogo. In glede na to, da recimo zdaj, če lih tole hišo tamle gledamo, ima to svarico v špici hiše. Jaz sem odkrila, da imajo vse staroslovenske hiše so postavljene po principih feng šuja. In zdaj, če vi gledate, a mislite, da so prihajali ljudje pred 500 leti, da so šli na Bližnji vzhod to raziskovati? Ne, ta znanja so tukaj že bila. In naj gre to za postavitev same hiše, a naj gre razporeditev, kje je gospodar sedel, točno se je vse vedelo. In ta znanja, mi mislimo, koliko smo zdaj napredovali, koliko smo napredni, koliko smo, in sploh, ni res, mi izgubljamo. In zdaj, če hočem, da se vrnem nazaj na tvoje vprašanje, na začetek, kaj je tisto, kar mene kliče, da se ukvarjam s temi stvarmi. Ko sem se začela s tem spoznavati, mene tudi včasih ni zanimalo, še to je bilo doma, recimo, je bila cela borba, da sem sploh šla jaz v vrt po korenček, takole z 2 prstkam, to me sploh ni zanimalo, ne, ampak potem skozi življenje vidiš, a ne, kaj je tisto res, tisto pravo pristno, in več, ko vem, bolj vidim, kako je to bogato. Seveda zraven tudi vem, da nič ne vem. In zato mene tako zelo boli, ko vidim, da nekdo, ki vodi našo družbo, našo skupnost, bi rad neko globalno politiko se šel, nima pa znanja o lastni identiteti. In zdaj gremo lahko mi tele naše politike vprašati, koliko vejo o našem izvoru, o naši zgodovini. Jaz vam ne bom rekla, da vsi, ampak večina nimajo pojma, kdo sploh smo, kam gremo, kaj je naša prava zgodovina. In 2 največji paradigmi, ki nas peljeta v napačno smer, ki nam režeta korenine, sta, da nas učijo, da smo prišli v 6. stoletju izza Karpatov, in druga, da smo Slovani. Slovani moramo vedeti, da je to novo izumljen pojem, ki je prišel v naš prostor v 19. stoletju, izumil ga je pa češki jezuit. S tem, da je Sloveniji, a ne, mi smo Sloveni, je črko E zamenil v A. In avtomatično je bila nam odvzeta identiteta in smo se v bistvu izgubili, kar nekje smo obstali, nekje tam ob strani. In dejansko nas je samo še slaba 10% ozemlja, kar je nekoč bilo. Vi morate vedeti, da smo se mi sploh ohranili, je moglo biti to eno večje ljudstvo, eno večje področje, ki je segalo daleč onkraj naših meja. Ampak ker zgodovino pišejo zmagovalci, je pač to tako, da te stvari še vedno, čeprav vsi vemo, vsi etnološki dokazi, vse stvari, recimo mi imamo najstarejšo bajko na svetu, a vi veste, da so od kje izhaja? Najstarejša bajka na svetu izhaja iz Mengša in iz Šiške, indoevropskega sveta, in govorita o stvarjenju sveta.
Večina tega ne ve. Potem od arheoloških najdb, najstarejše glasbilo na svetu, najstarejše osno kolo na svetu, tudi šivanka, zdaj so sicer odkrili še eno starejše. Tudi te fosilne najdbe, tudi te recimo genetske raziskave to potrjujejo, čisto vse, kamorkoli, da ne govorimo o človeškem potencialu. Tako malo ljudstvo, kar nas je še ostalo, a ne, dosega največje, najbolj vrhunske dosežke na svetu. In to moraš biti res zelo retardiran, da še vedno govoriš, da smo nekje prišli z enega neznano ljudstvo, nekje, da smo se tam nekje z ene močvare prikazali in nič od nič, ne. In mene to vse zelo nagovarja. Me to nagovarja in glede na to, da jaz nisem v nekem sistemsko, v neki taki sferi zaposlena, da bi mogla govoriti, ponavljati papagajsko te stvari, ker nisem v službi in mi ni treba se bati, da me bojo službe vrgli, ker sem že 35 let v samostojnem poklicu in če kakšni stranki knjige všeč, hvala lepa, pa je drugam. Ampak hočem reči, da se nisem prestrašena, kar se tega tiče in lahko svobodno to izražam. Ampak ne govorim to na pamet, kar nekaj, da bi govorila neke pravljice, ampak vsako besedo lahko argumentirano potrdim in dokažem. In zaradi tega vodim študijske krožke v Trzinu že 9. leto in naš prvi produkt, tak, ki je bil vidnejši, je knjiga Ajdovski kevder, ki smo jo izdali za otroke. Naši otroci naj poslušajo naše domače zgodbe. Zakaj bi neke Pokemone pa ne vem kakšne, ne, vse te tuje pravljice pa zgodbice poslušali, ki nima nobenega temeljenja, ampak v tej knjigi smo v bistvu potem tudi ilustracijo vse sami naredili, narejena je tudi za otroke z motnjo branja in na koncu tudi tako, da otroci lahko soustvarjajo in zraven je še na koncu pobarvanka, da lahko otroci prispevajo in naravna dediščina in kulturna dediščina noter, stare besede, nagovori in pobarvanka, da lahko otroci soustvarjajo zgodbo. To je bil naš prvi izdelek in ta knjigica je res dragocena. Ja, hvala za čestitev. To še ni vse. Drugi izdelek naš je bil Ukročena trmoglavka, zelo kvaliteten film o Pšati. Življenje ob Pšati. To je svetovni fenomen. Pšata je edinstvena reka na svetu, ki ima ime Pšate, se pravi ime reke, je enako kot ime kraja, v katerem izvira, kot ime kraja, v katerem se pravi izliva v Kamniško Bistrico. Izvira v vasi Pšata pod Krvavcem, teče skozi 5 občin, Cerkljanska, Komenda, Mengeš, Trzin, Domžalska in pri Dragonlju se izliva v Kamniško Bistrico, zopet v vasi Pšata. To je svetovni unikum. In smo ujeli, se pravi, smo ujeli te spomine ljudi, ki živijo ob Pšati in so pripovedovali, kako je nekoč izgledalo to, kako je potekalo življenje ob vodi, kajti ljudje so bili soodvisni od vode, so bili soodvisni od življenja. In recimo v Trzinu moramo vedeti, da kranjska klobasa izvira iz Trzina, ne? Ja, iz Trzina, to je bilo pač znano mesarsko mesto in v Pšati so imeli te ledene kore, ledenice, mesarstvo je bilo razvito, led so vozili na Dunaj in tukaj so bile glavne komunikacijske poti pa tudi naprej za Dunaj in tako naprej. In ta film je res dragocen. Potem naš naslednji izdelek je pa Korenine moje domovine. To je pa spet vsebinsko zelo bogata zadeva, kjer mi smo ujeli 18 informatorjev iz različnih področij življenja in dela, pa naj bo to genetske raziskave, arhitektura, naj bo to ljudska dediščina, biologija, jezikoslovje, skratka različni znanstvena področja, ki dokazujejo neko unikatnost, neke posebnosti, manj znana dejstva o naši domovini, o našem izvoru.
ta film, s njim gostujemo po Sloveniji in potem, kamorkoli pridemo, so potem največkrat so dvorane polne. Povezujemo z ljudskim petjem. Naredimo pol še pogovor z nekaterimi nastopajočimi v filmu, in na ta način širimo, ker pač od zgoraj smo čakali, da se bo kaj zgodilo, se ni zgodilo, zdaj pa treba od spod delati, a ne. Glede na to, da sva se odločili za naslov tega dogodka, ali slišimo glas naših prednikov, bi lahko rekla, da ga ti kar dobro slišiš. Slišim, ja. In hvala Bogu, da je tako. Ja, se trudim. Veliko dragocenosti si navedla, marsikakšna bi potrebovala tudi poglabljanje, a ne. Rada bi povedala, da bomo ta projekt v letu 2026 nadaljevali na tak način, da bomo na dogodke pridružili otroke, ki bojo lahko postavljali vam vprašanja. Super, kako lepo. Naj povem še to, da je letos uvodno leto v rodovno šolo, tega nikjer ne objavljamo in ne govorimo o tem. Uvod v rodovno šolo je prav zavedanje, kdo mi smo, kje so naše korenine in kaj pomeni za naš narod vedenje o naših koreninah. Ja. In res sem hvaležna, da mi je dano to delati in hvaležna za vse vas, ki delujete v našem slovenskem prostoru in sem prepričana, da se nam piše dobro. S tem, ko bo več in več ljudi slišali te informacije. Tudi jaz. Me veseli. Rada bi te še eno stvar v zvezi s prostorom vprašala. Ti se ukvarjaš s prostorom poklicno. In me zanima, ali uspeš oziroma na kakšen način vnašaš v svoje delo pri oblikovanju notranjega prostora vedenja, ki si jih raziskala v toku svojega iskanja. Če si odprla eno Pandorino skrinjico vsega, to je zdaj prostor sam. Kjerkoli mi se nahajamo, pustimo svoj odtis. Ne? Svoj odtis. Zato tudi recimo, karkoli mi z rokami delamo, puščamo svoj odtis. Zato je tudi juha ali kruh ali karkoli ga mi naredimo z rokami več vreden, kakor nekdo, ki ga kupi. Ne? In tudi v prostoru puščamo svoj odtis. In zato zdaj, če se posredno navežem na to temo, so bili tudi posebni prostori. Vsaka skupnost, vsako področje ima neke prostore, ki vzdržujejo energijsko ravnovesje. In to so običajni ali kakšne skale, kakšni izviri vodni, kakšni slapovi, karkoli. In to vzdržuje v prostoru neko mir in harmonijo. In zato sem jaz tako zelo proti temu množičnemu turizmu, kajti recimo izvir, pa naj bo Kamniška Bistrica ali karkoli, to je namenjeno tisti skupnosti, tistemu predelu, da vzdržuje ravnovesje, mora ohraniti vilinska bitja, ta čarobna bitja, vsa ta bitja, ki v teh svetih prostorih se nahajajo, potrebujejo mir. Če mi tam množično prestopamo te meje teh svetih prostorov, skrunimo ta prostor. In zato sem jaz proti temu, da ne premišljamo, vstopamo v te prostore. Ravno tako so tudi prostori, kjer mi bivamo. Mi vnašamo nek red, neko harmonijo v ta svoj prostor, sveti prostor. Pa tudi, če je to 30 kvadratnih metrov ali karkoli, je pomembno, da ga mi zaznamujemo z nekim našim redom. Ne? In zdaj, če upoštevamo ta pravila Feng Shuija, jaz se v to ne bom zdaj spuščala, ker je to preširoka tema, ampak pomembno je, se pravi, da je ta prostor svetu, urejen, čist, da so komunikacijske poti proste, da ni preveč predmetov v njem in da je vedno še nekaj nedokončanega in da še vedno nekaj takega, ki pušča prostor. Se pravi, če potrebuješ partnerja, daš posteljo, posteljaš za 2 osebe.
ne boš omaro natrpala z polno oblekami, pustiš nekaj prostora. A ne? Se pravi, če ti kličeš obilje v svoje življenje, pustiš v denarnici za seme nekaj denarja, vedno nosiš s seboj. A ne? Imaš en bankovec za 50 €, pa enega za 20, pa enega za 10. A ne? Se pravi, potem tudi denarnico daš lahko v rdečo barvo, lahko v zlato. Skratka, kličeš obilje z svojim delovanjem, s svojim načinom življenja. In zdaj jaz, ko delam v prostor, najprej pogledam strani neba. Kakšna lega je prostora, a ne? Se pravi, če imam jaz na južni legi kuhinjo, potem pa še v redu, pa da hočem imeti stranka rdečo kuhinjo, pa da je še štedilnik na tisti strani, ja ne, to je koncentrirana ognjena energija na predelu ognja in pride do samovžiga. To ne gre. A ne? Skratka, lahko grem jaz v to varianto, ampak potem na severni strani, a ne? Se pravi, potem balansiram. Ne? In vse te stvari je potrebno upoštevati, tega je zelo veliko in vedno tudi dve stvari nista enaki. Tudi te sodobni prostori, ki so sodobni trendi, recimo čisto bel prostor. Mi moramo vedeti, da bela ni sposobna zadržati, akumulirati energije. V takem prostoru se človek, sploh pa če so še te čiste kubistične linije, v takem prostoru se človek na dolgi rok izčrpa. Se počuti izpraznjeno, prostor je izjemno pomemben. Pa naj bo to ali hiša, ali samo stanovanje, ali naš skupni prostor, včasih vedno imeli skupne prostore, trge, tam je bila lipa, okrog lipe so se ljudje zbrali, na kamnitih skalah so se posedali in tam so sprejemali skupne odločitve. Običajno bilo 12 skal. Skale so tiste, ki so prevodniki, nosilci informacij, ker vsebujejo veliko silicija. In če gremo še nazaj v prazgodovino, so naše prednike pokopavali gospodarja pod hišni prag. Pod hišni prag in tudi od tam izhaja običaj, da ženi nese nevesto čez prag. Žene nese nevesto čez prag, zakaj? Zaradi tega, da ne zmoti duh svojega prednika. Na nekaterih področjih, recimo v Prekmurju, so spustili najprej kokoš. Kokoš je recimo veljala za najbolj senzibilno za komunikacijo z temi onostranimi silami in so najprej kokoš spustili v prostor, ne, da je kokoš povedala, ali sprejme gospodar, ta rodbina sprejme nevesto ali ne. No in recimo kosti. Zato je tako pomembno, da se prek kosti se prenašajo informacije, ker kosti najdalj časa potrebujejo za razgradnjo. In tudi, ko gremo mi v gore, tam se najlažje, se pravi, prihajamo do določenih uvidov, se na nek način očistimo, prihajajo na neke ideje, uvidi. In zaradi tega so gore tiste, skale so tiste, ki nas očiščujejo, dvigajo stanje naši zavesti in v bistvu nam tudi sprožajo ta naš kanal, informacijski kanal, da dobimo informacije z našega polja. Mi moramo vedeti, da ni znanje v naših možganih, tako kot nam razlagajo. Mi prihajamo prek možganov lahko ustvarimo povezavo do informacijskega polja. In zdaj manj imamo ovir, večji kanal smo do tega. A ne? In zato v gorah prihajamo lahko do teh večjih uvidov. V čem je skrivnost modrosti naših prednikov? Jaz mislim, da je skrivnost v tem, da so bili povezani s svojim izvorom. Svojim duhovnim izvorom in povezanostjo z naravo. Mislim, da je bila tukaj vsa modrost. Nič drugega. Ja, hvala. Zdaj pa, če pogledam tebe kot posameznico, bi lahko rekla, da veliko prispevaš v slovenski prostor s svojim delom. In kaj bi rekla, da lahko naredi posameznik ali pa skupnost, da se recimo izboljša ali pa razširi to zavedanje med pripadniki ljudstva slovenskega naroda? Jaz mislim, da lahko posameznik, vedno so tok zgodovine spreminjali posamezniki.
Vedno je bil en človek tisti, ki je vrgel zaneto iskrico, a ne, in vsak v svojem okolju lahko prispeva. In že to, da recimo grem jaz domov, da raziskujem svoje lastne korenine, ne, se zanimam o tem, kaj so moji predniki doživljali, kako so živeli. In strukturalna antropologija govori o tem, da vse, kar so naši predniki 3 generacije zaporedoma doživljali, čustvovali, delovali, se zapiše v genski spomin. Ne? Se pravi, da mi smo predvsem skupek prednikov. Ne? Mi za sabo vlečemo to našo verigo teh prednikov. In mi se tega največkrat sploh ne zavedamo. Delujemo avtomatično po nekem principu avtomatizma, ker je to naš zapis. Ko se začnemo bolj poglabljati v to, da se jaz vprašam, ok, zakaj pa jaz na ta način dam eno zadevo v lonec, zakaj na ta način recimo karkoli delam, a ne? In ko se začnemo to spraševati, ko se pogovarjamo s svojimi starši, starimi starši, sorodniki, komorkoli, ko začnemo brati stare zapise, ko pojemo ljudske stare pesmi, pravljice, zgodbe, ko neke rituale, običaje ponavljamo, se prebudi ta zapis, naše telo se odzove. In ta genski zapis, ki je v našem telesu, se prebudi. In recimo, če veš, včasih, če se s kom pogovarjaš, ti grejo mravljinci. A čutiš? Ja, meni so šli prej, ko sem tebe poslušala. In to, a veš, takrat, ker se ti čutiš, takrat, ker je tista stvar, ki tebe nagovarja, ker je to neka tvoja resnica, ki se tebe dotika, ki je tudi lahko univerzalna resnica, takrat se zgodi nekaj v tvojem telesu, se prebudi. In zato je pomembno, da mi to obujamo. In če 3 generacije zaporedoma tega ne bomo počeli, naši otroci so zdaj že 3. generacija, ki tega ne počnejo, bojo zgubljeni, tako kot so večina Evropejcev. A ne? In zato je pomembno, da mi to prenašamo naprej. Prenos je vedno potekal od starih staršev na vnuke. Vedno je šel 3. generacija na prvo. Ne? In ko so otroci živeli s starimi starši, se je to avtomatično dogajalo. Zdaj so stari starši so v domovih za upokojence, otroci pa v vrtcih. In zaradi tega je pomembno, da kolikor se pač da, da otrokom mi to dajemo, če ne lastnim otrokom, če smo to zamudili, pa vnukom. Ali pa če smo v šoli ali delamo v kakršnikoli skupnosti, da imamo stik z otroci, da jim to predajamo. Mogoče imamo občutek, da oni tega niso slišali, ampak njim se nekam zapiše. Nekam se zapiše in je treba jim govoriti pesmice, pravljice, karkoli. To se mi zdi, da lahko vsak naredi v svojem prostoru. Ne? Pa tudi starejšim ljudem. Mi moramo vedeti, da mi smo kot družba, da smo kvalitetni toliko, kolikor je zadovoljen vsak ta najšibkejši člen naše družbe. In če gremo mi tam zdaj pogledati v nekem domu za upokojence, ki ljudi dajo na odmet in jih dajo na pomirjevala pa v planice, da nimajo dela z njimi in oni v bistvu so živi mrliči. In če rečemo, ok, jaz bom pa posvojila, zdaj so botri otrokom. Za otroke se mi zdi, da je na nek način materialno poskrbljeno, za starejše pa ni. Zakaj ne bi bili botri starim ljudem? Od teh starih ljudeh je ogromno bogatstvo, nam lahko veliko predajo. Res plemenito. Ja. No, recimo, jaz to tako gledam zdaj, ne, in tako, to je tisto, kar nas bo reševalo. Pred vsemi temi, mi moramo vedeti, da imamo zdaj z večjih strani izzive, od globalne do geostrateške, imamo ogromno izzivov, smo v takem času in edino to, da se bomo povezali z modrostjo naših prednikov, nas bo rešilo, pa nič drugega. Nič drugega, da bomo držali prostor. Mi moramo vedeti, da na leto pride v Slovenijo 40.000 tujcev, 7.000 se pa Slovencev rodi. V 10 letih je narejena simulacija, da bomo manjšinsko prebivalstvo. Kaj to pomeni? Zdaj me pa toliko zebe, da se moramo Ja, ampak vem, da to ni prijetno slišati, ampak tako je.
Tako je. In zaradi tega s tem intenzivnim zamenjavo prebivalstva, izvoz naših izobraženih kadrov v tujino in uvozov ljudi, ne bomo prispevali, da bo naša skupnost obstala taka, kot je. To naše življenje, vprašanje, kakšno bo v prihodnosti, a ne? Kaj bomo mi, kako bomo živeli. In tako da to so vprašanja, s kateri se moramo ukvarjati, a ne? Zagotovo. To jaz tako vidim, no. Tudi hvala, ko si odprla to. Ja. Je to aktualno. Ja. Bi te še vprašala v zvezi s krožkom, ki ga vodiš. Kakšne načrte imate, kako boste to nadaljevali, kakšni so cilji? Ja, zdaj imamo pa tukaj sta dve naši prisotni tudi, Kristina in Grozda. Zdaj pač mogoče že ni več skrivnostno, da delamo na pesmarici, prek katere poskušamo tudi oživljati jezik. Veliko besed je takih, ki so šle že skoraj v pozabo. Otroci jih sploh ne poznajo več, mi tudi že nekaterih ne več in pač prek ljudskih pesmi, ki bojo otroci jih prepevali, to bo tudi na nek pripomoček staršem in učiteljem, bojo notri tudi izpostavljene in razložene besede, poleg tega pa še tudi neke druge stvari, večplastna bo ta pesmarica, nekaj unikatnega, kar do zdaj še ni bilo videno, tako da delamo nekaj na tem projektu. Ja, to je zelo betavno. Ja, Se veselim. Ja, lušten bo, vse boš videla. Krasno. Ja. Ti si pripravila še en obred, a ne? Ja, zdaj glede na to, da se ne vem, če sem ti povedala, da sem tudi trener neurolingvističnega programiranja, mednarodno certificiran, pa osebnostni in karierni coach in da se ukvarjam tudi s temi procesi podpore posamezniku in skupinam, sem združila obred, ki temelji na starodavnem običaju skupaj z sodobnimi dognanji. In ta obred je v bistvu najprej pišemo na en listič, pišemo odpuščanje starega, česar ne želimo več v svojem življenju. In na tem listu vse to napišemo, strahove, skrbi, ovire, izzive in tako. In potem vse to skupaj damo v ogenj skupaj z 3 žitnimi klasi in se zahvalimo za izkušnjo. Tudi za to izkušnjo se moramo zahvaliti, da smo mi to preživeli, da smo sploh to doživeli in da smo se tudi iz tega nekaj naučili, da smo prišli iz tega tudi bogatejši na nek način, ne? Potem to zakurimo, potem je pa drugi listič, kjer pišemo, manifestiramo. Nebo je v tem času od 21. junija, se pravi letos smo ob 4:42 vstopili v ta čas solsticija in te 3 dni do danes, a ne, danes je Kresnik, Janez Krstnik, do danes je nebo odprto za naše želje. Je posebno podpora narave, izjemna moč manifestiranja in pišemo tudi v smart obliki želje in cilje. Kaj pomeni smart? Pomeni kratica za specifično, kako mora biti postavljena, se pravi nekaj konkretnega, specifičnega, merljivega, v sedanjem času, pozitivni stavčni obliki, vse na tak način mora biti vzpostavljene te kreacije naše, a ne, se pravi, ne smem, recimo, če jaz pišem, nočem biti brez denarja ali tako naprej. Naša podzavest ne razume ne, naša podzavest razume samo brez denarja, ne, ali pa tako. Se pravi, imam toliko in toliko denarja, takrat in takrat, se pravi avgusta 2025, uživam, ko vidim na svojem računu 5000 evrov, ali pa recimo tako, ne, v tem smislu, da pišemo. Ali pa če si želim avto, ne, uživam v vonju svojega novega vozila, kako se lepo peljem v rdeči barvi ali karkoli, ne. Da grem tudi v specifiko in zraven pospremim še s neko čustveno navezavo. Ali pa če uživam v objemu partnerja, se počutim varno, ljubljeno in tako naprej. Skratka, vse že je.
pišemo v tej stavčni obliki, ta listič manifestiranja napišem, nesem s seboj in ga odvržem v tekočo vodo. Ne, prvo, se pravi, ampak ne v stranišče, ampak mislim, ena gospa me je vprašala, če lahko tudi v WC, ne, ker tekoča voda. Ne, ampak pač v reko ali pa potoček, no, v tem smislu tekočo vodo in s tem v bistvu pospremim te svoje želje v akcijo. Ne. Ključ za manifestiranje je pa 68 sekund. To ne povejo te, ki delajo, ki govorijo o tem, kako se kreira. Ključ je vsa pravila, ki jih veste, ok, ampak potem je pomembno, da 68 sekund ostaneš v čustvenem stanju, se pravi, da imaš mentalno sliko tega situacije, ki jo želiš manifestirati in v tem občutku, da že ostaneš vsaj toliko časa. In ta ključ 68 sekund, takrat se začnejo materializirati naše misli in želje in cilji. Ja, hvala, da si to malo besedila. Ja, z veseljem. Kako se harmonija v telesu in okolju vzročno-posledično odslikava in vpliva na človeka in njegove prednike? Če lahko dosti strnjeno. Ja, to pa lahko. Zdaj sem ta prva misel mi bila. V NLP-ju je ena tehnika spremenjanja osebne zgodovine. Vsak reče, saj ne moreš preteklosti spremeniti. No, ampak v bistvu jo lahko. In sicer ta tehnika je nastala na podlagi znanstvenega odkritja, ko so opazovali zvezdo, ki jo na nebu že ni bilo več 60 milijonov let. Ampak ta zvezda zaradi oddaljenosti je bila še vedno vidna. In s tem, ko so ti opazovalci opazovali zvezdo, so kljub temu, da jo na nebu že ni bilo več, videli so jo pa, so vplivali na njo. In s tem raziskavami so potrdili, da lahko mi na dogodke, ki so že v preteklosti se zgodili, da mi lahko vplivamo. In zdaj ta recimo tehnika spreminjanja osebne zgodovine temelji na časovni črti in greš po življenjski časovni črti na dogodke, ki so se zgodili, ki so bili mogoče obremenjujoči in na te dogodke pogledamo na drugačen način. Mislim, to zdaj jaz na kratko povem, ampak drugače je to tehnika, ki je dokaj zahtevna. In v bistvu potem, ko pogledaš ti na tisti določen dogodek z drugačne strani, se spremeni ta tenzija v telesu in se spremeni s tem, ko spremeniš to zgodovino, se tudi prihodnost spremeni in cela ta veriga prednikov je v bistvu olajšana za vse to. Tako da mi lahko smo dolžni, našim prednikom smo dolžni, da naredimo nekaj za sebe, ker s tem mi naredimo za njih, pa tudi za naprej. Ja, to je pač, ne, potrjuje ta znanost. No. In namen tega našega projekta je, da se človeka nekaj vse dotakne v tem smislu, da bi začel bolj paziti na svoj vsakdanji govor, v smislu izbire več slovenskih besed. Sploh je pa ena beseda, ki prednjači že kar nekaj časa, ena kratka besedica, ki jo množično uporabljamo, pa ni slovenska in zaradi te besede izgubljamo veliko slovenskih pridevnikov. Besedica ima 3 črke in jaz jo ne maram. A kdo ugane, katera beseda je to? Itak. Ne. Jaz poznam 2 ali pa 3 take besede. Ne, tako ima 3 črke. Začne se na F, pa konča na L. Vedno ful, pa kul, pa gat. Ja, prav imate. Že več je takih besed. Ja, veliko tega. Ponavadi vedno povem, tudi na spletni strani imamo napisan, da se je ta zgodba oziroma ukrep, da korenini 5 let nazaj, ko sem zvedela, da bom babica in ko sem poslušala naše ta mlade, kako se pogovarjajo,
Namesto, da bi jim kaj rekla, v smislu, kako pa govorite, sem se lepo ugrizala za jezik in odločila, da je besedica ful moja preteklost in jo res omenjam samo še takrat, kadar o njej govorim. Tako da bo zdaj 5 let mineva, kar jo ne uporabljam. Vem, da obstajate ljudje, ki sploh ne uporabljate teh besed, ampak mi smo tukaj ena generacija, en rod, ki smo bili okuženi z precej angleškimi izrazi v toku našega odraščanja. In je ta projekt, ki tudi ni slovenska beseda, pa smo dali uradno ime temu dogajanju, tej zgodbi Ukrep, je namenjen temu, da prispevamo en majhen košček v slovenski prostor, da tistemu, ki je že pripravljen, da sliši, a ne da ga spodbudi k temu, da bo mogoče jutri začel razmišljati, tole pa ni slovenska beseda, ali bi mogoče našel slovensko. Zdaj, jaz sem si napisala, nisem hotela pisati vmes, ker sem te poslušala, ker sem te res z užitkom poslušala. Sem si pa napisala 3 besede, pa mogoče lahko zdaj ugotovimo, kako bi rekli slovensko manifestacija. To kdorkoli odgovarja. Kdorkoli. Prikaz. Prikaz je lepa, ja. Udejanjanje. Zelo lepo je. Ja. Ustvarjanje. Stvarjanje, ja. Tudi lepa. Stvarjanje, udejanjanje, prikaz. Vse so lepe. No, pa smo najdeli kar 3. Ja. Samo vsaka po svoje. Ja. Zdaj, slovenščina je res bogat jezik in najdeš besedo za čisto vsako stvar, če se le potrudiš. Ja. Moram tudi reči, da moja izkušnja je taka, da precej jasnosti prinaša uporaba slovenskih besed. Občutek je podoben, kot bi se kalna voda zbistrila. Ja. Tako lepo so sestavljeni, naprimer stranišče, stran. Išče. Ja, le sploh nisem pomislila. Zelo veliko je, dobro, to sem dala, zato da je malo drugače, da se mogoče kdo malo nasmeji zraven. Ampak ogromno je res sestavljenih besed in jaz zdaj sem si kupila, ker mi je Branka predlagala knjigo Spregledana slovenščina, pa Amalijeti tudi veliko o tem piše, res je zanimivo branje. Hvala, da si jo omenila. Mogoče lahko povabim še, zdaj, ko si me Kristina spomnila, na naši spletni strani rodnazemlja.eu imamo podstran knjige, kjer je moč videti in kupiti knjige vseh naših gostov dosedanjih. Do danes smo se pogovarjali z dr. Antonom Perdihom, Simonom Prosenom, z Vladislavom Stresom, z Boštjanom Hojcem, z Kristoferjem Bogdanom Meškom in danes z Branko Urbanija in nadaljujemo v mesecu velikem, v malem Srpanu, nadaljujemo z dr. Dušo Karnel Umek in potem še z drugimi gosti, ki so tudi navedeni na spletni strani, tako da vabljeni k spremljanju. Zdaj pa še 2 besedici, ki sem si jih zapisala. Identiteta. Izvor. Ukoreninjenje. Ukoreninjenost. Ne moram najti izraza, no, se bom s časoma spomnila. Ga imam na Izvornost. Ali pa poistovetenje, ne, nekaj taka, ne. Istovetnost je. Istovetnost je, ne? Ja. Lepa, istovetnost je lepa. Ja, zelo rada jo uporabljam. Super, ja, istovetnost. Lepa. Ja, ne? Da šveten lista. Ja. Imaš še kakšno besedo v mislih, ki ni slovenskega izvora, pa da jo poiščemo? Vedno in povsod sledim besedo informacija. Ja. Tudi infotočka, informator. Recimo zadnjič sem bila na ogledu gasilskega profesionalnega doma in imajo
prav naslov imajo dispečer, pač tisti, ki razdeljuje, ni razdeljevalec, ampak je dispečer. Razumem, če je to profesionalna organizacija, da imajo mednarodno, oni ime dispečer, ampak vse Ne. ali pa recimo inštrument. Ja. Ja. Skoraj vsi profesionalni glasbeniki uporabljajo besedo inštrument. Ja. Že profesionalen, je poklican. In je, To se tudi- moram reči, da moja izkušnja je taka, da ker to počnem že 5 let, sem nekako eno mišico pridobila za to, da sama sebe zasledujem med tem, ko govorim. Ja. In je tudi zanimivo, je, da je potrebna hitrost misli, da ti, ko pomisliš na besedo, da že poiščeš slovenski izraz in potem iz ust pride ven slovenski izraz, čeprav si najprej pomislil na potujčenko. Tako da je spodbujam k tej igri na široko. Brankina ideja je bila, da iščemo v krožku etno in fletno tudi pozabljene ali pa malo manj rabljene že slovenske besede. Ne? Jaz sem bila Se navdušena. to delamo tudi v Tudi pesmarici. v pesmerici, Ja. Ja. Ko smo se srečali prvič, Ja. sem bila zelo navdušena nad Ja. tem. Tako da se veselim. Ja. Tudi Tudi mi se veselimo, kaj bo vam prišlo, ne? Kaj bo vam prišlo. Saj še ne vemo, kaj bo vam prišlo, ampak nekaj bo. Prav. No pa dajmo danes zaključiti s temi parimi besedami. Se zahvaljujemo za vašo pozornost in ogled in se vidimo v našem naslednjem pogovoru z naslednjim gostom. Hvala in nasvidenje in hvala tudi vam. Še eno zapojemo za Ja, konec. dajmo še eno zapet. A boš ti še na kabrco zaigrala? Sem imela namen. Ja. Potem. Date kar zdaj za že svetek. Ja, Ja. lahko je. Nekaj sem mislila, da bom predstavila. Ja, Potem kar daj. lahko še nekaj povem v zvezi s tem To gospa ti ponuja. prenosom želja. Ja. Zdaj, jaz sem preučevala lepe posnetke na RTV strani o drevesih, ki so zelo bogato opremljeni tudi z zgodovino, povezano z bojeslovjem teh dreves in z uporabnostjo in pač v zgodovini, mislim, da 6 dreves opisanih in vmes je tudi bukev, kjer so v bukovo ljubje opisali svojo željo ali pa orisali svojo željo in jo zakopali v žarjavico. S tem, ko zagorela, se je menda nekako poglobila v zemljo ta misel in potem, ko razlaga noter, se je pa potem zopet usklila iz zemlje in se uresničevala. Ja, tudi lepo. Recimo, ne? Ja. Želje so za poslance. Pa rastline, tudi nismo se dotakali rastlina, Ja. ker rastline imajo tudi, tako da mi zdaj recimo imamo te venčke na glavi, a ne, imamo tudi recimo rman, ne, zraven. Te venčke nimajo samo vloge, da imajo to apotropejsko vlogo, da te pa zdravilna zelišča, ampak tudi odganjajo mrčes, a ne. In zdaj recimo, če imaš tak venček na glavi in greš v naravo, a ne, pa so komarji, pa muhe, pa vse to in se s tem tudi varuješ, tako da ima večplastnost vrednost, a ne. Lani si mi tudi razložila, da vsaka roža, ki jo odtrga, ima določeno energijo in te, ki jih imamo mi na glavi, prevzamemo potem mi njihovo energijo. Ravno tako, kot sem že poslušala to valjenje po travi, zakaj se potem tako dobro počutimo. Ne gre samo za sprostitev, gre za to, da ti prejmeš od energije trave, prevzame tvoje telo energijo te trave. Ja. Jaz sem te pa pozabila vprašati, beseda apotropejska. Ja. Nisem šla iskat. Varovalna. Varovalna, Ja. sem rekla, te bom vprašala. Ja, to je varovalna vloga. Aha. Varovanje, odganjanje, to ima pač širši pomen, a ne. Varuje predvsem tem energijsko varovanje, a ne, duhovno, pred zlemi silami v roki. To je apotropeja. Ja, prosim. Ja, izvoli, kabrca. No, kabrco bom obrnila, če se snima. Jaz jo imam v zaščiteni škatlici, zato ker je pač glinena in se bojim, da se ne bi kaj zgodilo. Ja. Ker je to pač res edinstveno glasbilo, ki ga zelo cenim, da sem ga lahko dobila.
naredil mi je škatlico moj prijatelj Cveto, z lepim imenom slovenskim Cveto, ki se tudi pozabljajo. Bi pa povedala samo par stavkov o kabrci. Kabrca je pač tako kot spada v skupino okarin, glinjenih okarin. Ima zgornjo luknjico za pihanje, tri luknjice na straneh in eno spodnje strani. Edinstvena je na svetu zato, ker je trikotne oblike in to zato, ker izhaja oziroma upisana je bila kot najdena ta vrsta piščali in uporabljena še dan danes v Posočju. Tam verjamejo oziroma se tudi drugi narodi so verjeli v tročanstvo oziroma da trikotna oblika, piramide so v trikotnih oblikah sezidane, sprejemajo dodatno bolj močno energijo. Nekdo, ki je preučeval, oziroma kar lahko povem, gospod Silvo Močik mi je še opozoril, ki je skupaj s Pavlom Medveščkom preučeval staroverce, je rekel, da ima tudi obliko kačje glave, ker so pač kača bila nekdaj ena naših svetih živali. Kabrca se je igrala na obredih, tudi na dana Kresnika. Poznajo malo kabrco, ta je manjša, potem se pozna še večja kabrca, ki je imela tudi tukaj tipke na sredini, ampak kakor je meni znano, to ni narejena. To repliko je naredila gospa iz Kanala, izdeluje pač tudi glinene izdelke, Alenka Gololičič, in je naredila po izrisu Pavla Medveščka repliko kabrc. Za kabrco pravijo, da ni ohranjena, jaz tega ne verjamem, ker tudi gospodu Medveščku je nekdo prinesel pokazati, ampak se ni povedal od lastnika te kabrce. Zelo odskrivajo to glasbilo, te predmete, sploh staroverske, ker pač so bili staroverci stoletja, če ni tisočletja preganjeni in pobijani in vse, kar je bilo sveto, kar je bilo njihovo, je bilo uničeno, tudi v povojnih časih. Zato pač verjamem, da to čuvajo. Ne vem, če imam jaz pravico to kabrco uporabljati po teh moralnih, etičnih načelih, ampak zato, ker želim širiti pač vrednost slovenske zgodovine in bom zaigrala na njo Gori svetli križ. Bravo, lepo. Za las. Kar je bilo še not. Lepo. Staršev so tudi Nemci vplivali na Ne, ni res. Lih to sem hotela povedati. Veš kaj, to sem pa pozabila. Jasna. Še to sem hotela povedati, ne, ker zdaj rekel, da na jezik naših staršev so Nemci vplivali narobe. In sicer, da nam pozabila tole. Recimo, poznate pesem Levkup Boga Gmajna. Gmajna? Kaj je Gmajna? Gemajne, skupnost. Skupnost, ne. In to je v bistvu naša beseda, ki se v nemškem jeziku uporablja kot skupnost. Drugače pa to, mi smo pol to povzeli kot za gost, samo drugače pa to beseda za skupnost in je to slovenska beseda, ki so jo Nemci povzeli po naši. Tako kaj tudi recimo strawberry, so jagode, strave berry, ne.
To je v bistvu. A veš, da, jaz sem to že slišala, Ja. pa sem mislila, veš, da mi je to Veljković Marko mi to govoril. Ja. Jaz sem mislila, da se hisa. Ja, to so v bistvu izvor tudi teh umetnih jezikov. Mi moramo vedeti, da švedski jezik je šele v 17. stoletju nastal. A ne? In vsi ti jeziki so umetni. Ja, umeten jezik je, a ne? In je povzet iz našega, tako da staroslovenskega. Ne? Ampak zanimivo, da se naš jezik ni toliko spreminjal. Zdaj, ko so najdel, 2 meseca nazaj je bilo v Narodni galeriji predstavitev napisa iz leta 500 pred našim štetjem, so ga odkrili v Nemčiji v eni jami, na eni skali je bilo zapisana ena molitvica boginji Matri. In ta zapis, ki je iz leta 500 pred našim štetjem, celo mi zdaj razumemo. Ne? Se pravi, jezik se ni toliko spreminjal, razen zadnjih mogoče 100-150 let. Ne? Drugače prej je bilo pa manj tega. Ne? Vse to je imel Marko Hrovat predstavitev v Narodni galeriji tega. Marko Hrovat. Ja. Ja, mi da so zdaj zmenili za december, on bo zaključil to. Ja, to bi njega jaz tudi zelo z veseljem poslušam, ki je zelo tak raziskovalec, ki ima kaj povedati. Ne, saj ni v senci. Nosek simpatičen je v soncu. Hvala. Evo. Pa prav, da sem tole. In moj avto gre naprej. Ojej! Ojoj, Jo! v redu. Sklop, ko sem pozabila. Gremo naprej. Okay.